Ker je moj mož precej zadržan, meni je pa všeč, da ga malo izzivam in mu poskušam pričarati nove užitke. Spice things up. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni in danes imamo eno zanimivo tematiko, ki sem jo popestrila še z zgodbicami oziroma izkušnjami te spolne prakse pravih ljudi. Nekaj teh ljudi tudi jaz poznam, nekaj jih je iz Reddita in drugih pač spletnih virov, ampak vsi vemo, da na Redditu so tako spicy stvari. V glavnem, ja, tako da, dajmo kar oznati to spolno prakso in to je rimming. Zdaj, iz ankete na našem Instagramu sem jaz ugotovila, da marsikdo v bistvu ne pozna tega izraza, tako da dajmo prvo pogledati, kaj sploh rimming je. Zdaj, če vam povem čisto po domač, je v bistvu to lizanje anusa. Ampak ja, se pravi. Gre se za spolno prakso, kjer z jezikom stimuliramo anus partnerja. V angleščini se to imenuje rimming, tudi ta izraz se mi zdi najpogosteje uporabljan, drugače se pa lahko reče tudi anilingus. Pri nas rečemo temu po domače lizanje ritke ali pa bolj domače poljubčki za zadnjico. Tako v kakšnem pogovoru, mogoče kdaj kaj komu neroden reči čist eksplicitno, potem pa malo to tako zavijemo v celofan in se tako izrazimo. V glavnem. Sorry, Jure, to dajvam, prosim. V glavnem, ja. Je malo bolj taka nagajiva spolna praksa, ampak čisto temeljena. Glede na to, koliko imamo tam živčnih končičev, mene ne čudi, da pač ljudje v tem uživajo ali oziroma pač uživamo. Zdaj, pogosto se rimming izvaja tudi kot del predigre, včasih kot samostojen akt oziroma kot del oralnega seksa. Vključuje pač lahko različne spolne prakse, tako kot sem že rekla, ampak je pač primeren za vse pare. Tle res ni nobenega pravila, kdo komu to počne. Lahko ženska moškemu, moški moški, ženski ženski, kakorkoli ženski moški. Kakorkoli, vsak lahko liže anus tistemu, ki jima paše. Važno, da je consent, da je varno za oba. Tudi bom pa govorila o higieni glede tega, to marsikoga skrbi, ne samo zaradi kakcev po domač, ampak tudi zaradi prenosa spolnih bolezni in tako dalje. Kako se običajno izvaja? Ponavadi, kjer ima pač ena oseba najlažji dostop do tega dela telesa. V glavnem, dostikrat partner lahko leži na hrbtu, pa ima noge tako gor ali pa vse pokrčene, zato da se lepo razpre. Lahko je tudi na trebuhu, pa malo zdvignjeno zadnjico, spet, da se pač ritnice malo razprejo. Ampak to je čisto odvisen, kakor komu pa še, tle res ni nobenega pravila, samo da je pač dostop do tega dela telesa. In pač, da je sproščeno. Tako da, ja. Je pa rimming, kakor sem pa malo raziskave naredila, veliko ljudem je neroden priznati, da to počnejo, ampak jih počne pa kar dosti to. Tako da, ja, gremo kar naprej. Lahko si pogledamo še par mitov in jih razbijemo z resnico. Tako da, ja, pojmo kar na ta prvega. Se pravi, ta bi bil, to je ogabno. Ta je zagotovo najpogostejši mit, ker pač ja, anus je pač anus, z osnovno higieno, s tuširanjem, komunikacijo, pač ta praksa res nima nič z ogabnostjo. Gre za enega najbolj občutljivih delov telesa, kakor sem že prej rekla, ki ima poln enih živčnih končičev, tako da ja. Mnogi pravijo, da je tle občutek res intenziven, ne zato, ker bi se šlo za nekaj prepovedanega, ampak zato, ker pač je res tam veliko teh senzoričnih receptorjev. Druga, se pravi, da je to samo za istospolne partnerje, še posebej pač moške. Ne, tle res ni nobenega
pravila, se pri spolnih praksah na splošno, ampak tako, to res ni vezano na spolno usmerjenost. Sem imela pol tudi, boste videli pol pri teh izkušnjah od drugih, je tudi nekdo govoril o tem, ampak ja, dostikrat je to del enega raziskovanja, včasih tudi pri orali jezik mogoče zaide tja, ne pri moškemu, pri ženski kakorkoli, ampak ja, tako da res ni nobenega pravila tle, a ne. Mogoče je to dosti ljudi tudi uporablja kot neko predigro, ko odkrivajo ali pa ko se ogrevajo za stimulacijo prostate ali pa pač preprosto za stimulacijo oziroma pač ogrevanje pred samim analnim seksom, a ne. Se pravi, da se sprostiš, da prvo probaš pred analnim seksom z jezikom, s prstom in tako naprej. To je res vezan samo na radovednost in užitek. Tako. Zakaj bi bil remix še zmeraj tabu? Tle je podoben razlog, zato ker kot pri analnem seksu, zato ker je pač element tega zadnjica, a ne, pa tle ni samo penetracija v zadnjico, ampak je še ta stik usta zadnjica, a ne. In zadnjico dostikrat dojemamo kot izhod, ne kot vhod, usta kot nekaj, v kar dajemo čiste stvari, a ne. Tako da, ja, tle se pač zatakne, ampak res lahko poskrbimo za to mejo higiene in varne spolne prakse, da ne prihaja do kakšnih neprijetnosti. Tako da, ja. Seveda, ne, pač, če se v to spustiš, moraš biti s tem povsem sproščen in pomirjen, če imaš kakršnekoli predsodke v smislu, da ti bo neprijetno, pa ne do te meje, ok, malo mi je neprijetno, pa ampak bi vsem probala ali pa probal, ampak neprijetno mi je, iz tega nočem, bom naredil zato, da ustrežem partnerju. To sem že večkrat poudarila, da to ni način, a ne. Zato, ker potem ne gre si samo za občutke, ki jih imaš med samim aktom, ampak lahko ti pusti tudi občutke po samem aktu, kakršnemkoli, in pač ne si tega delati, a ne. V glavnem, ja, gremo kar na te izkušnje drugih, jaz se ful veselim. To sem ful pohitrila ta uvoden del, zato ker se ful veselim, da vam preberem te izkušnje ljudi. Tako da, ja. Okej. Da ne bomo skozi tam pri nekih teorijah, to se mi zdi najbolj zabavno. Okej. Ko mi je partnerka prvič predlagala rimming, sem bil res skeptičen. Nekaj v meni je govorilo, to ni zame. Ampak ker ji zaupam in ker je znala stvari predstaviti brez pritiska, sem rekel, ajde, poskusiva. In bil sem presenečen. Ne samo, da mi je bilo prijetno, imel sem občutek, da sva res povezana. Največji šok, hotel sem še. Ok, to je zdaj nek ta klasičen primer, kjer lahko v bistvu odprtost in zaupanje res premakneta vaše meje užitka. Se pravi, če se vi odprto pogovarjate z vašim partnerjem ali partnerko o vaših fantazijah, o vaših željah, o tem, kar si vi želite raziskati, o čem ste radovedni. Ampak, ja, da se oba strinjata in probata. Zdaj, če ima kdo slabo izkušnjo, ni treba zdaj razmisliti na 100 000 različnih scenarijev, kaj vse gre lahko narobe, narobe v narekovajih, ampak tako, če si dovolj sproščen do te mere, da rečeš, ok, dajmo poskusiti, če se pač zgodi kaj neprijetnega, se bo malo nasmehnila, bo imela en funny story ali pa kakorkoli se zgodi, probava naslednjič, a ne, dostikrat je kakšna spolna praksa neprijetna, zato ker nimaš neprijetna, ponesrečena, ne vem, kaj bi bil dober pridevnik tle. Včasih sam pač nimaš dovolj informacij, da izvedeš kakšno stvar in potem, ko jih imaš, se lahko tega lotiš ponovno in bo fino. Tako. Dostikrat se zgodi to pri analnem seksu. Mi je hudo, kadar slišim, koliko jih boli, pa zato, ker nimajo dovolj informacij, da bi se pravilno postopali analnega seksa. In ja. Pojmo naprej. Naslednja zgodba. Zame je bila to bolj fora kot eksperiment. Midva se velikokrat smejeva med seksom in takrat je bilo enako. Najprej me je tako žgečkalo, da sem jokala od smeha. Potem pa kar naenkrat ni bilo več smešen, ampak ful intenzivno. Zdaj mi je to eden ljubših delov predigre.
Tle imamo ful dober upomnik, da seksualnost in smeh nista izključena in kako dober v bistvu z neko tako humoristično sproščenostjo lahko lepo raziskujemo različne spolne prakse in včasih je to res neka dobra pot do sprostitve. Preskusila sem rimming s partnerjem, ker sem bila res radovedna. On je bil zelo nežen, midva imava super komunikacijo, ampak po nekaj minutah sem ugotovila, da to preprosto ni zame. Povedala sem mu in se sam nasmehnil ter rekel, no pressure, zdaj vsaj vem, kaj čutim in imam nobenega obžalovanja. No, evo, to je ena izmed tunih stvari, ki si radoveden in rečeš, ok, bom probal, če ne bo to cool, ok, sem probal, vem zdaj, da to ni zame in to je to. V redu je, da raziskuješ svoje telo in veš, kaj ti paše in kaj ne in znaš to pa tudi skomunicirati. Ker samo raziskovanje ni enako kot obvezen užitek. Ti lahko nekaj raziskuješ in ugotoviš, a je to zate ali ni to zate, a je to mogoče nekaj, kar bi še enkrat dal šanso, pa bo mogoče ob drugih pogojih bolj prijetno. Tako da ja, pač meni se zdi, da te stvari imajo že same po sebi neko vrednost, da odkriješ nekaj novega v sebi. Ok, gremo naprej. Zame je rimming nekaj, kar paše v najino rutino. Včasih je to del oralnega seksa, včasih kar tako. Ni vsakokrat spektakularno, ampak je nekaj, kar dodaja občutek bližine. Tako kot poljubi na vrat ali masaža. Ja, to je pač zelo intimen predel, nekateri ne ima zaradi tabuja, ali ker jim je neprijetno, ali ker jih je strah, da bi bilo kaj umazano, ali kakorkoli zaradi nekega sramu, predsodkov. In da ti nekoga spustiš v ta prostor, se mi zdi pač res en tak intimen, pač ja, enim je samo to nek del divjega seksa, ali pa dostikrat se gre lahko tudi za dominanco, podrejenost in tako, ampak lahko jemlješ pa to čisto nekaj takega, jaz sem tebe spustil res en ful moj intimen prostor, tega ne delam z vsakim, ali pa jaz tebi to delam, ker se mi zdi to ful intimno in naj ful poveže, pač kakor smešno se sliši, ker pač v senci gre tle za lizanje anusa in marsikdo si bo mislil, ko bo je to toliko nekaj intimnega, če eno tam rit ližeš, mislim. Ampak ja, te stvari se dajo zelo, če si vzameš par sekund ali pa minut, pa razmisliš o tem na ta način, pa vidiš, da znajo te stvari, ki so tako bolj intimne ali pa da so dostikrat povezane z nekim sramom, pa greš ti ta korak naprej, ja, pač ni nujno vedno sam dirty sex, rough sex, ampak je lahko tudi na ta način. Odprla sem se ti, dovolim ti to ali pa dovolila sem si probati to na tebi in tako naprej. Tako da ja, bom nehala dolgo vezati, pa imam naprej na zgodbice. Ko sem bila še z bivšim partnerjem, sem si tega zelo želela. Seveda jaz njemu, ne on meni. Nekaj dne sem se hotela samo s prstkom približati in smuknila mimo njegovih jajčk v prepovedano cono. Skočil je v zrak in potem še en mesec nisva seksala. Moj občutek je bil, da moškim to pač ni sprejemljivo. Meni je zelo žal, da je pač ta oseba imela tako izkušnjo, ker takšne stvari, če si ti s partnerjem skupaj, pa da ti res na nek nežen način probaš, nismo vsi narejeni na raziskovanje z verbalno komunikacijo, čeprav je itak prav, da skomuniciraš stvari, sploh kakšne, če so mogoče malo bolj kočljive, ampak če ti nekaj tako na nežen način narediš, da ni sam hop, prst urit ali pa kakorkoli, tega itak ne, ampak tako, če je nek del, pa da potem za neko kazen skoraj z nekom ne seksa še en mesec, ali pa da ti na drugi strani, ki si tako močno odreagiral, ne moraš drugače komunicirati teh stvari. Ne vem, komunikacija je potrebna iz obeh strani, tle se mi zdi, da res ni šlo za nek tak dramatičen dogodek. Zagotovo bi bilo boljše, če bi se po tem samem dogodku pogovorila in ne ignorirala slona v sobi, ali kako se že reče. Ok. Gremo naprej. Moj strasten fuk friend je rad to počel meni. To je počel nadvse strastno, loti se je, kot bi lizal najbolj slastno liziko. Nisem mogla verjeti, da lahko nekdo toliko uživa v tem, ampak ni bil edini. Tudi jaz sem v tem doživljala neverjetne občutke. Na to mi je rekel, naj to storim njemu.
Sprva sem bila malo skeptična, ker je bil to moj prvič. Ampak, ko sem se spustila v neznano, so mi ti novi občutki kar naenkrat odprli novo dimenzijo. O prakticiranju tega sem nadvse uživala, še večji užitek pa mi je prineslo opazovanje njega, kako zelo mu to paše. Dostikrat, imeli smo tudi en krajši video o skupni masturbaciji, se pravi tematski video na našem YouTube kanalu, ne podcasti, ampak prav tematski videi, o skupni masturbaciji. In to je točen tam opisan, koliko lahko v bistvu ti uživaš, ko vidiš njihov užitek. Pa ne na nek tako, le kaj delam ali pa le kamo delam, kaj sem jaz super, ampak da se uživiš v to osebo in da si tako čutiš ta njihov užitek in ti je to vrhunsko. Tako da ja. Ok. Da je bil dobro, gremo naprej. Bivšega seks prijateljčka sem enkrat med oralcem presenetila. Z jezikom sem šla po jajčkih dol in polizala njegov obroček. Ker mu je bilo to všeč, sem svojo akcijo nadaljevala še bolj vneto. Potem, ko mu je prišlo, mi je rekel, da me je sam Bog poslal. Ja, očitno tole je on zadev jackpot in je tle ta, to je to, nekako nežno se je spustila v to, in on je dal neko odobravanje s tem in ni bilo potrebno, zdaj to nekaj ekstra komunicirati na drug način, ker ti si lahko z nekom tako povezan, da pač z nekimi dotiki in tako vidiš, zato je recimo pri dostih spolnih praksah pomembno, sploh kadar so kakšni položaji, kjer ne moraš govoriti. Tudi ne samo, da se stvari zmeniš prej pa po in tako, ampak tudi opazovanje drugega med samim aktom. Tako da ja. Thumbs up. Ok. Ena oseba potem, ko tega še ni poskusila, vem pa, da tega še nikoli nisem poskusila, vem pa, da moj partner ni ravno za take stvari. Čeprav meni je to všeč. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem postopoma vpeljala kakršnokoli analno igračkanje v najino spolnost. Ja, to je zelo dober način, če vsi prihajamo z nekimi različnimi odzadji, različnimi prepričanji, različnimi predsodki o določenih spolnih praksah. Tako da ja, najboljše res postopoma, potrpežljivo, ne siliti. Včasih si tudi pač nismo kompatibilni, včasih ne pridemo skupaj s temi stvarmi. Zdaj ali se sklepajo neki kompromisi ali pa pač gremo vsak svojo pot. Odvisno pač v kakšne razsežnosti to gre. Obožujem, ko partner to naredi, ampak samo po tuširanju in če prej še nisem prdnila. Taka so pač pravila. Najbolj uživam, ko mi nudi oralni seks in gre z jezikom iz vagine do anusa nazaj v eni potezi oziroma v enopoteznem gibu. Poskusila sva že analni seks, tako da to mi ni nič takega, dejansko mi je zelo všeč in v tem res uživam. Jaz pa nimam dovoljenja, da se približam njegovi zadnjici, tako da je vse lepo uravnoteženo. Očitno sta se že dogovorila, da ima tako ustreza in lušten, da je dala tudi en nasvet, kaj ji ustreza, se pravi ena poteza. Predstavljam si, da tako bolj, ali daš ful špica jezik ali ga bolj sploščiš? Jaz sem zelo vizualen človek, si rada vizualiziram takšne in drugačne stvari, no. Meni to ni ravno všeč, moj partner obožuje dajanje, zato včasih potrpim zaradi njega, da mu naredim veselje. Ampak, če sem iskrena, me to res odbija. Enkrat sem poskusila sama to izvesti in se komaj zadrževala, da se ne bi... Ok. In se komaj zadrževala, da se ne bi... Upisanje na tak način, da se res to ne bi zagabalo. Nikoli več, ne glede na to, koliko si tega nekdo želi. Preprosto mi analne stvari niso blizu, še posebej, kadar so vključena usta. To je to, kar smo govorili. Ampak ja, vsak ima svoje meje in to je treba spoštovati. Je pa pač nujno potrebno, da to skomuniciramo. In tle se je glih to pokazalo. Ona je hotela iti svojemu partnerju nasproti, čeprav je že prej trdno vedela, da
ji to ni. Tudi očitno se ob samem aktu počuti, da tudi če on to njej dela, da se počuti zelo nelagodno. Ker kakšne stvari so lahko zelo tako, ali ti je ful neprijetno, kar ni okej, da ti pač med nečem, kar naj bi bilo prijetno, trpiš. Ali ti je pa tako, ne vem, lahko nimaš nobenih posebnih občutkov, pač rečeš, njemu to ful dogaja, prav liž mi tam bridko, sem indiferentna glede tega, ampak če pa ob temu trpiš, pa ne vem, to ni okej, no. Jaz sem to že počela, pravzaprav sem bila tista, ki je to prvič predlagala, ker je moj mož precej zadržan, meni je pa všeč, da ga malo izzivam in mu poskušam pričarati nove užitke. Spice things up. Njemu sicer ni bilo naravno noro všeč, zato sva poskusila le nekajkrat. Tle imajo lahko res tudi težavo z tem, ker se ne morejo sprostiti. Ne? On meni tega še nikoli ni naredil, ampak tudi nikoli nisem prosila, ker vem, da se ne počuti najbolj sproščeno, ko gre stvari za tam zadaj. Tle se očitno dosti dobro poznata in tudi ona neki nesil, probala sta, tako da ful lepo v bistvu. Gremo naprej. Tudi mene izjemno vzburja, ko lahko moškemu ponudim rim job, se pravi rim job. Ne? In tako me še posebej privlačijo dominantni moški. Že sama misel na to me razgreje gledanje filmov za odrasle, kjer moški dobivajo oralno stimulacijo, tam spodaj pa me pripelje do vrhunca. Ja, lahko je tudi s tem povezan, kot sem že prej omenila, ne? Se pravi z neko podrejenostjo, dominantnostjo. Čisto odvisen, v kakšnem kontekstu je določen spolno dejanje. Ok, naslednjo. Za kontekst. Sem heteroseksualno usmerjena ženska. Ideja, da partnerju naredim rimming, medtem ko se njegova mošnja drgne ob moj obraz, me izjemno vzburja, ker me občutek ponižanja na nek način privlači. Moj fant mi je dovolil to narediti samo enkrat. Enkrat, ko sta bila malo pod vplivom alkohola in tako. Nimam pa nobene želje, da bi ga penetrirala ali kaj podobnega. Gre mi le za idejo rimminga. Parkrat sem mu to že omenila in čeprav je precej sramežljiv, je priznal, da mu je bilo tisto enkrat všeč. Tole sem si izpisala, ker mi je bilo ful zanimivo. Je to čudno ali nekako zunaj okvirjev želja? Do zdaj sem to poskusila le z enim bivšim partnerjem. Tle je čisto odvisen, kaj je za nekoga izvan okvirjev, ampak če gremo nekako čist v okvirje, bi lahko bil tudi to samo misionar z ugasnjenimi lučmi. Tako da je čisto odvisen, v kakšni družbi se giblješ, kakšne so tvoje spolne izkušnje do zdaj. Ampak ja, je mogoče neka taka stvar, se zato govorimo o tem, ker je tabu, Monika, bravo. Je mogoče malo zunaj okvirja, ampak ne na tak napačen način. Stvari, ki so zunaj okvirjev ponavadi, zato ker imajo ljudje napačne predstave, ker imajo zakoreninjen nek mišljenje in nočejo sprejeti drugačnega. Ne, da nočejo sprejeti, ampak mogoče ne vidijo, da obstaja recimo tako kot za analni seks, to je pa fuj, pa je umazan, pa tako, pa čisto pozabijo na da se lahko umiješ, kakšni se ne klistirajo, ampak lahko se, tako da, ja, ni čudno, je pa zunaj okvirjev, bi jaz rekla. Upam, da sem se prav izrazila, tako. Ta mišljenje mi je bil tudi ful zanimivo. V bistvu je nekdo spraševal, da je zanimivo, zakaj so moški tako občutljivi, ko gre za njihovo zadnjico. Razumem, da jih ne privlači analna penetracija, ampak zakaj jih moti že navaden prijem ali rimming. To je bila neka debata o tem in sem zasledila tudi zelo zanimiv odgovor. Tega ne posplošujem na vse, bilo mi je zanimivo in želela sem deliti z vami. In sicer odgovor je bil: nekateri moški mogoče mislijo, da jih taka stvar pomehkuži ali jih naredi manj moške, kada jim nekdo liže rit kot ženski mednožje. Jaz tega ne vidim tako. Ko mi ženska masira penis, in tudi moški odgovarjajo, in liže rit in presredek, se počutim, kot da sem na razvajalnem dnevu v toplicah. Čisto razkošje.
Ja, jaz bi se mogoče tle strinjala, ne, da je lih zaradi tega predsodka pač isto kot penetracija analna, da heteroseksualni moški raziskuje svojo zadnjico, pač analno stimulacijo prostate, a ne, pač tle se gre spet za nek predsodek, a ne. Da to pa ni za heteroseksualne moške. Jaz mislim, da bi to dali v isti koš. Ali pa mogoče že ta poza, recimo, če je na hrbtu, pa da noge gor, tako kot punce, ko damo noge narazen, ko se dogaja orala. Tako da ja, to mi je bilo zanimivo. Kaj vi mislite? Bom vesela mnenja od spodaj. Tako, malo zgodbic še imamo. Meni so bile zanimive, zato ker ste jih dali pokomentirati, sploh ker sem jaz tle sama. Ampak bomo šli potem še na drug del, kako se pač lota triminga. Gremo pogledati še par izkušenj. Obožujem, ko to prejmem. Sem precej občutljiva na čistočo, zato nisem prepričana, če bom še kdaj izbrala pogum, da bi jaz to komu naredila. Me je kar malo strah zaradi bakterij in podobnega. Ampak do zdaj me tudi še nihče ni prosil za to, tako da se zaenkrat še nisem rabila s tem soočiti. Ja. Bomo pa si pogledali tudi higieno, ne bom tle preveč o tem. Rad imam rimming, pravzaprav obožujem ga. Vse skupaj se je začelo, ko sem bil mlajši in sem imel težave z death gripom. Death grip je to, da ko moški masturbira, da pač tako močno stiska penis in se navadi na vse bolj močen ta stisk in ima potem težave pri v navednicah klasičnem seksu. Ne? Se pravi, kaj se je tle zgodilo? Med seksom sem lahko zdržal več kot 25 minut, pa še vedno nisem prišel do orgazma. Saj veste, kako gre ta zgodba. Tako da ja, mogoče tle ni bilo ful nekega pojasnila, ne, kako se je to začelo. Ampak ja, predvidevam, da je mogoče mu rimming pomagal, da je bil še nekako drugače stimuliran, da je potem ta death grip nekako opustil. Prvič se je občutek zdel precej čuden, ampak danes si tega želim bolj kot oralnega seksa. Še vedno se spomnim, kdaj sem prvič res užival. Bilo je noro, občutki, mokrota, strast, intenzivnost. Mehki jezik, ki se je nežno dotikal in skoraj mini fukal mojo zadnjico. To me spravi v ekstazo. Tako z jezikom. Ampak ja, pač to delajo, a ne, zdaj rimming je, to je rimming, a ne. To je zanimivo. Edina stvar, ki me še vedno skrbi, je, da bi kdo poskusil ustaviti prst. Tega nočem. Bolj natančno, še nisem pripravljen. Spomnim se, da mi je nekdanji partner enkrat rekel, tvoje telo je hotelo prst, ampak si mi rekel, da ne, zato ga nisem. Saj prav, edino prav. Če si rekel, da ne, potem pač ne. Celoten proces je trajal nekaj let. Najprej sem oboževal oralni seks, nato sesanje mod, potem pod mošnjo. Stimulacija presredka je izredno fajn. Nato rimming. Trajalo je približno 4 leta, da sem prišel do te točke. Vse okej. Vsak ima svoj tempo, tudi če ne bi, is also okej. Okej. Tle je bil en nasvet. 2 kreativni ideji, kako to izvesti. Medtem ko se staš moda, ga v sekundi oblizni nižje in se nato vrni nazaj na moda. Ponavljaj in opazuj reakcijo. Ne? To je tak malo sneaky način, ampak če ti delaš to tako res nežno, pa da dobivaš neko odobravanje od partnerja, ne? Da ni tako nenadno, pač ne, tam delaš nek oralen seks, pa bum, na nos, ne. Ta drug nasvet je bil pa, medtem ko mu nudiš rimming, mu z drugo roko, ki je seveda navlažena, stimuliraj penis. Kar se tiče higiene, ne vem, kako bi to šlo pri drugih, ampak v naši kulturi vedno uporabljamo tuš po opravljanju potrebe, tako da je vedno vse čisto. Po mojem mnenju toaletni papir preprosto ni dovolj. Ampak hej, to sploh ni bilo vprašanje. Take it or leave it. Evo, ta je bil ful dober zaključen in dobro se nam navezuje na naslednje poglavje, ki je higiena in priprava. Kako ste bi pripravili na rimming, poraba robčkov, tuširanja in ostalih teh zadev? A je to res nevarna praksa? Dajmo pogledati, kaj imamo tle. Ok,
Zdaj, ko vemo riming in zakaj ni treba imeti predsodkov, se lotimo enega bolj praktičnih in za mnoge najpomembnejših delov in to je higiena oziroma kako se na to pripraviti, pač fizično pripraviti. Prva stvar je seveda osebna higiena. Pred rimingom se vedno priporoča, da si vzameš čas za temeljito tuširanje s poudarkom na tvojih intimnih delih, se pravi spredaj, zadaj, anus in tako naprej. Če želiš biti še bolj temeljit, lahko potem posebej uporabiš tudi še kakšne čistilne robčke, ki so pač varni za intimno uporabo. To verjetno vemo, da imamo intimne robčke. Se pravi, brez kakšnih dišav, brez alkohola in tako naprej. Nekateri se odločijo tudi za analni tuš, kar pa ni nujno. Lahko se, če se tako počutiš bolj sproščeno. Je pa pri analnem tušu treba vedeti, da je to treba narediti nekaj časa prej, ker ti lahko tudi malo spodbudi kakšno premikanje, pa te pa pač prime kakati in tako. Se pravi, analen tuš ni nujen, gre pa za nek občutek čistoče in s tem mogoče ti prinese tudi več samozavesti. Jaz sem že čisto poletna pijača, nek sirup je sodelavka delala, mislim, da je meta. Del tega je tako tudi, da se s partnerjem zmenita, kaj in kako glede tega. Mogoče ima kakšne tudi preference glede teh analnih tušev in tako, ampak naredite tako, da vam bo udobno in da greste v to samozavestno in sproščeno. Veliko ljudi se potem sprašuje glede britja. To je čisto osebna odločitev. Zdaj, ampak tle bi res tudi priporočala dlake, so vsem taka stvar, kakšnim ljudem samo teče. In meni se ne zdi nič takega, če vas, recimo, da je partner tiska vam to dela, če bi vas on vprašal, jaz si lahko pač pobriješ dlake okrog anusa ali pa kakorkoli. Ne vem, meni se to ne zdi nič takega. Mogoče komu se, ampak meni osebno pač ne. Tako da ja, kakšne moti, kakšne ne. Dlake načeloma niso ovira za užitek, lahko v bistvu nekako pa vplivajo na občutek lahko vplivajo mogoče malo na občutek, pa malo na dostopnost do predela. Ampak če se kdo lažje sprosti brez dlačic, it's ok. Če se ne želi zbriti, je tudi ok. Pač zmenita se, tako. Zdaj pa malo resni del. A je to nevarno? Kakor pri vsaki spolni praksi obstajajo določena tveganja, zato se vedno poudarja varna spolna praksa. Tle anus je predel, kjer se lahko nahajajo bakterije, takšne in drugačne. Možnost obstaja pač, se pravi, bakterije zaradi tega, ker je anus, in bakterije, kjer se lahko zadržujejo ali prenašajo spolno prenosljive okužbe, kot so hepatitis A, herpes, gonoreja in tako naprej. In riming mogoče se zaradi tega lahko nekako malo znajde med temi tveganimi praksami, ampak če ste neodgovorni, se lahko vse, To seveda ne pomeni, da je avtomatsko nevarno, ampak ja, pač dajte biti fair do sebe, dajte biti fair do drugih. Če veste, da imate kakšno sumljivo, čudno dogajanje tam dol, če veste, da imate kaj 100%, pač dajte biti fair do drugih, pa zrihtajte svoje stvari prvo, preden se podajate v spolne prakse naprej. Drugače pa obstaja tudi dodatna zaščita, to se imenuje tudi dental dam. To so taki tanki kvadratki, mislim, da so ponavadi iz lateksa, lahko jih položiš čez anus, uporablja se jih tudi lahko za oralen seks, se pravi pač, če ližeš žensko, ker pri moških se ponavadi uporablja kondom in tako pač v bistvu je fora, da ti s tem preprečiš neposreden stik. Če tega nimaš, lahko načeloma tudi improviziraš s kondomom, ki ga pač prerežeš. Okay. Če gremo malo stran od teh spolno prenosljivih bolezni, če imaš kakšno virozo, prebavne težave, odprte ranice ali pa herpes okrog ust, riming raj preskočite.
Tako da, ja. Kot pa vedno pri kakršnikoli spolni praksi, poslušajte svojim partnerjevo telo. Kako začeti z rimingom, če te mika? Prva stvar, ki je sploh, da se je treba pogovoriti s partnerjem. Kako bi lahko odprli temo? Se pravi, tlele je par izhodnih takih vprašanj, recimo, a si že kdaj slišal za riming? Ali pa, sem poslušala en podcast o eni spolni praksi, pa me je ful zanimalo, ful se mi je zdel zanimiv. To lahko zdaj uporabite. Lahko začnete tudi z zanimivostjo, kot sem že povedala. Si vedel, da je ena izmed najbolj občutljivih točk tam dol, ali pa tam zadaj, ali kakorkoli. Se pravi, kaj je tle pomemben? Pomemben je, da odpreš temo brez enega pritiska in predvsem pa z enim spoštovanjem do partnerjevih meja. Ni treba, da se pogovor in ne iti v pogovor z nekimi pričakovanji. Jaz bom zdaj to omenil ali pa omenila in zdaj bo to. In ja, valjda se bo pogovor zaključil, jaz bom tako dobro to predstavila, cel PowerPoint, da bo odgovor, ja, dajva to narediti kar takoj zdaj. Pač ne. Mogoče bo dovolj že ideja, mogoče boste malo raziskovala skupaj, mogoče se boste mogla še parkrat pogovoriti o temu. Če začutiš, da je tudi tvoj partner radoveden glede tega, ok, če pa ne, pa tudi sprejmeš, a ne. Zdaj, če to ti ni zdaj, kako to sprejmete, pač ljudje smo posamezniki, in vsi imamo svoje meje in to je treba spoštovati, Tako. Če se pa odločite, da boste probala, pejte v to, kot v druge spolne prakse, res brez pričakovanj. Pasta sam na te stvari, ki sem jih prej omenila, se pravi, kar se tiče higiene in varne spolne prakse. Če se kjerkoli odvajajo, to zdaj ne pomeni samo, če imata spolno prenosljivo bolezen ali pa dobro si umiriti, ampak če ima kjerkoli odvajajo tako, ne vem, herpes okoli ust, ne boš ti šel zdaj s tem herpesom tam nekoga oralno lizati po njegovih predelih, kjer je tudi sluzanca in tako, ali pa ne vem, če ima virozo, povišeno telesno temperaturo, tako pač res se treba v to podati zdrav. Tako. Potem pomembno je tudi mogoče počasno raziskovanje, da ne greš ti kar hopa gor na obroček, pa jezik porinaš not na trd in tako. Mogoče res nekako vključiti v oralen seks, če to počneta, poljubljanje, počasi lahko se približaš tudi od strani, da ni samo tako direkt na nos, ampak lizanje ob robu, lizanje dela zadnjice, presredka in tako, Mogoče vama pa tudi ok, če samo, ne vem, z vlažnimi prsti nekako pobožaš ta del in tako, Lahko tudi kakšno igračko uporabite, kakšen manjši vibratorček, greš lahko lepo gor in dol in tako. Če uporabljate igračke, seveda ne pozabite lubrikant, da bo vse lepo drselo, sploh ker anus se ne navlaži sam. Ok. Tole bi bila tudi potem naprej še izhodišča za pomoč pri grajenju zaupanja, kot je igra. Daj mi povej eno stvar, ki bi jo rad preizkusil ali pa preizkusila. Pol imate lahko kakšno igro z zavezanimi očmi, kjer se izmenjujete, pa preizkušate, kaj komu paše, ampak zdaj ne tako neke ekstremne stvari, ampak ne vem, masažica, oljčki, topli dotiki, tudi riming, če se riminga postopta tako spet pejta počas, se pravi, od presredka okrog zadnjice, ne puf gor na anus, Ok. To je tudi pomembno. Zdaj, kar bom rekla, če imaš ti željo po rimingu, ni nujno, to se bo ful čudno pa kontradiktorno slišali, ampak vseeno, riming ni nujno cilj. Enim je dovolj že fantazirati o tem. Lahko ti je všeč igranje okoli anusa, lahko dejansko nikoli ne prideš do riminga in tudi to je čisto okej. Uživanje lahko telesno, ampak lahko je tudi delno mentalno, Že pogovor o rimingu, že
pač kot nek dirty talk, fantaziranje in tako, da si sam tam blizu, kakorkoli. Enim je pač že to dost in to ni nič manj vredno, če ni tega dejanskega akta tle. Tako, to je to, kar bi bilo o samem rimingu. Zdaj bom pa jaz še, prej sem omenila en manjši vibratorček, s katerim si lahko pomagaš tudi pri raziskovanju presredka in potem posledično tudi riminga in greš na sam akt riminga. Koliko je vroče. Tako, en izmed teh vibratorčkov so tudi vibratorčki znamke Crashes. Ful so luštni. Jaz sem jih zbrala zato, ker ne samo v povezavi z rimingom, ampak meni so res taki simpatični. Se mi zdi, da zdaj se je začel junij in zame te visoke, se niso res visoke temperature, ampak dobro. Pač bilo je 27 stopinj, meni je to vroče. Zdaj sem že tako, poletje je tukaj, junij je tukaj, šole se zaključujejo, začenjajo se poletne počitnice in to je pač poletje. Te vibratorčki Crashes, kolekcija je Mellow, so res simpatični, mehni in se mi zdijo res taki summer must have item. Pridejo v več različnih oblikah, pa v 2 različnih barvah. In več modelov vam bom jaz pokazala. Zdaj, kjer se je meni, bom začela z onim, kar se je meni najbolj zdel primeren za raziskovanje presredka pa riminga. Okay. Tako. Jaz imam tle več različnih modelov, pa res so mehni, pa cute niso. Takole. A ga bo izostril? Bo. A si se napačnega pokazala? Ok. Mogoče je bil tudi ta. Sam ta je bolj za G-spot, ki je ukrivljen. Tako, za take majčkane vibratorčke se mi zdijo te 3 oblike mogoče fajn. Da lahko nekako drsiš gor pa dol s tem. Tako drsiš. Tako da je. Ampak pojmo na tole kolekcijo, da vam povem zdaj. Se pravi, to je znamka Crashes. Tole je kolekcija Mellow. Ful so luštni, ful so mehki in ful so upogljivi. Meni je všeč, ker so uporabljali različne oblikice, da vsak lahko res izbere, kaj mu najbolj paše, ampak ful mi je pa tudi všeč to, da so toliko mehni. Pri temu Rabbitu, Rabbit je vibrator, ki ima del za notranjo stimulacijo in za zunanjo, se pravi za klitoris. Lih fajn je tole upognan, da ti tle pritisne na G točko, tle pa na klitoris in všeč mi je v bistvu ta del, ne vem, če se vidim probala obrniti, da je tako malo sploščen, da res zajame večjo površino. Plus tega, glejte, koliko je to upogljivo. Tako da jaz sem ugotovila, da tudi če si tole takole drgneš po G točki ven pa not, ti v bistvu, če imaš takšno anatomijo, tole kar skozi ostaja nekako na klitorisu. In meni se zdi to vrhunsko. Najbolj me pa prepričala pač ta njihova, v bistvu njihov izgled, ker mi je ful lušten. Tudi izredno prijetni so na vtip, tole je tudi takole lepo upogljivo. Za tiste punce, ki imate rade gobico, ne delite se, da ne veste, o čem govorim, je dobra izbira ta. Ta ima tudi malo teksture, ta ima pa v bistvu tlele nekako tako podoben kot glavica od penisa. Tako da ja, v teh 2 barvah pridejo, mislim, da vsi modeli, razen mogoče ta. Pa ja. So pa izredno cenovno dostopni in ja, pride nekih, v bistvu ne, se vem točno ceno. Pridejo 35, 95, so polnljivi, pa so vodoodporni. Prižgejo se pa ful enostavno in to je s tem gumbkom tle od spodaj, držiš ga toliko časa, da slišiš vibracijo. Imajo potem 1, 2, 3 načine oziroma 3 jakosti vibriranja, ki je konstantno, pa imaš pa še različne vzorčke. Bom rekla, da za take majhne vibratorčke je njihova moč presenetljivo dobra. Jaz sem bila ful prijetno in ful pozitivno presenečena nad njimi in pa material je res, res, res prijeten. Popolnljivi so, ne vem, sem to že rekla. Glavnem ja, Mellow so mene res prepričali,
Pa res so taki nežni, ženstveni, simpatični vibratorčki. Tako se mi zdi, da res vsaka rab en tak luškan vibratorček. Pa ful se mi zdijo cute, tudi tako za darila pa to. Ne vem, meni so res luškani. Moj favorit tle je definitivno tale zajček. Ampak sem pa ugotovila, da tegale lahko uporabljaš tudi ful dobro na klitorisu, ker ima tako široko glavo in v bistvu deluje tudi kot nek tak mini wand masažer. Tako da tale mi je tudi ful všeč. Ta ima to prednost, da les lahko dobro stimulira točko. Te dva sta mi pa toliko cute, pa toliko simpatična, pa res gledata tako nedolžno. V bistvu ta malo manj, ki je že bolj penisu podoben, pa ne pravim, da penisi niso nedolžni, ampak mogoče je tale najbolj, ker je take, se pride tudi tisti lepi pastelni vijolični barvi, ampak tale mi je pa res tak simpatičen, pa še v kombinaciji s tem rosy gold tle od spodaj. Res so mi lepi, jaz sem zelo pozitivno presenečena nad temi vibratorčki. Zdaj pa še tisto presenečenje, ki ga imam za vas, za tele ful lepe vibratorčke, ne samo ful lepe, tudi funkcionalne. Njihova redna cena je 35,95, zdaj imate pa kodo MELLOW, MELLOW, do konca junija za 25% off. Tako da to je slabih 27 evrov. To je skoraj 11 evrov manj. Tako da ja, tole se vam res splača, pa zdaj te izkoristite do konca junija. Res so lepi, no. Se rekla, kam naj, v katero epizodo naj jih vtakne, pa se rekla, no, že bom kar zdajle, ko imamo rimming. Vse pač. Poletje se je začelo in vi to rabite pač. Kako ne rabite tega. Sorry, moj dragi montažer, jaz kar nekaj čvekam, ampak toliko sem vesela, da smo dobili kodico za te luškane vibratorje. Tako da ja. Do konca junija vas razvajam s kodo MELLOW na Crushes MELLOW. 25% off, ne zamudite, samo do konca junija. Zdaj se pa še od vas poslovim. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Jaz sem bila ful excited, da bomo brali te zgodbice, zato ker meni je ful zabavam brati izkušnje drugih. Če imate kakšno izkušnjo, seveda lahko anonimno mi tlele od spodaj pokomentirate ali pa pač kam drugam na naša socialna omrežja lahko pošljete na mail. Jaz bom zmer vesela. Kakršne koli interakcije z vami, tako da ja, fino se imejte, uživajte v letošnjem poletju, izkoristite kodo in se gledamo naslednjič. Čau!